Leta 2025 so preiskovalci razkrili, kaj se je zgodilo v zadnjih trenutkih podmornice Titan. In bilo je huje, kot si je večina ljudi predstavljala. Prvič smo izvedeli, da je posadka v svojih zadnjih minutah obupano poskušala se rešiti. Bil je zaman poskus. Le nekaj trenutkov kasneje je ogromni pritisk zdrobil trup, uničil podmornico in vse v njej. Bila je to katastrofa, ki se je pripravljala leta, in 5 ljudi je plačalo ceno. Toda dokazi kažejo, da se je najstrašnejši del katastrofe OceanGate morda zgodil še pred implozijo. Kako je torej 5 ljudi sploh zaupalo tej podmornici? Že samo prepričati ljudi, da podjetju dajo denar za nepreizkušen izdelek, je zelo težko. Predstavljajte si, kako veliko težje je prepričati jih, da zaupajo podjetju svoja življenja. A prav to je dosegel Stockton Rush. Generalni direktor OceanGate ni bil le vodja podjetja, on je bil podjetje. Potem, ko je leta 2009 soustanovil OceanGate z argentinskim poslovnežem Guillermom Soinleinom, ki je izstopil leta 2013, je Rush postal gonilna sila vsega, kar je podjetje počelo. Njegova nepopustljiva zagnanost in izjemna osebnost sta prepričali vlagatelje in stranke, da so verjeli v njegovo vizijo, kar pa je pomenilo katastrofo zanj in za vse ostale. Rush je bil vedno obseden z željo, da bi šel globlje kot kdorkoli prej. Njegova zgodnja plovila Antipodes in Cyclops One so bile majhne eksperimentalne podmornice, ki so prevažale le nekaj ljudi in dosegle manjše globine. Tretje plovilo, Titan, je debitiralo leta 2018 in je bilo prvo plovilo v zasebni lasti, ki je lahko dosegel globino 13.000 čevljev pod vodo. Toda cilj je bil še naprej premikati meje. Narisali so načrte za naslednje modele, ki bi lahko dosegli 20.000 čevljev globine, in to je pritegnilo pozornost. Če bi pričakovali, da bo pri OceanGate sodelovala ena oseba, bi bil to James Cameron, režiser Titanika, ki je postal eden najbolj prepoznavnih raziskovalcev globokega morja na svetu po vrsti prelomnih potopov. Toda kljub vse večji prepoznavnosti OceanGate se je Cameron držal stran. Po poročanju naj bi večkrat zavrnil povabila na potop z družbo in nikoli ni investiral vanjo. To je bilo morda prvo opozorilo, ni bilo zadnje. Ko se je razvoj Titana leta 2019 pospešil, je Rush sprejel vrsto ukrepov, ki so projektu dali veliko večjo verodostojnost. Največja novost je bil kompozitni trup Titana iz ogljikovih vlaken. Šlo je za nekonvencionalno zasnovo, za katero je OceanGate verjel, da bi lahko spremenila raziskovanje globokega morja. Podjetje je celo vodilo pogovore z NASA in najelo proizvajalce iz letalske industrije, da bi pomagali pri izdelavi ključnih delov. Projekt so še vedno skoraj v celoti financirali zasebni vlagatelji, ki so v njegov razvoj vložili več kot 18 milijonov dolarjev. Nenadoma je OceanGate deloval kot resen projekt. Trup je bil največji ponos podmornice Titan, eksperimentalna zasnova, ki naj bi ji omogočila, da prenese izjemen pritisk. To je bila popolnoma drugačna zasnova kot pri Deep Sea Challengerju Jamesa Camerona, ki je temeljila na torpedni obliki in posebni vzgonski peni za preživetje v globinah. Za razvoj tehnologije Titana je OceanGate sodeloval tudi s strokovnjaki z Univerze v Washingtonu in celo z letalskim velikanom Boeingom. Le da je bilo morda vse to laž. S tem, ko je te logotipe nalepil povsod po svoji zasnovi in trženju, za operacijo, kjer gre za življenje in smrt, je Rush ustvaril lažen občutek varnosti. Ljudje so poznali ta imena. Zaupali so, da ne bi posodili svojega strokovnega znanja nečemu, kar je bilo obsojeno na propad. In imeli so prav, ne bi ga. Za povezavo z NASA je Rush izkoristil program, ki je zasebnim podjetjem z zanimanjem za raziskovanje globokega morja in vesolja omogočal dostop do določenih objektov. NASA ni bila vključena v zasnovo trupa. Kar pa zadeva Boeing in Univerzo v Washingtonu, sta po nesreči izdala izjavi, da sploh nista bila vključena. Vse to je bilo del Rushove prevare in zaradi tega je 5 ljudi izgubilo življenje. Ker OceanGate v resnici ni bilo letalsko-vesoljsko podjetje, ampak prevara, zgrajena na zavajajočem trženju, in resnica bi prišla na dan šele po smrti ustanovitelja. V središču katastrofe OceanGate je bil en ključni problem. Material, iz katerega je bila zgrajena, nikoli ne bi deloval. Razvijanje podmornice je izjemno težko, ker je pritisk, ki ga mora zdržati, neverjeten. Za tiste, ki se spuščajo na enako globino, kot je potonil Titanik, bodo izkusili pritisk od 5500 do 5800 psi. To je kot teža poltovornjaka, skoncentrirana na majhno površino poštne znamke. Bi stavil svoje življenje na nekaj, kar bi zdržalo tak pritisk? Rush je to storil, pa še, izbral je najslabši možni material za delo. Gradnja podmornic nikoli ni bila lahka. Več kot stoletje so inženirji uporabljali kovine, ker so močne in, kar je najpomembneje, zdržijo pritisk.
Od jeklenih trupov nemških podmornic tipa U do specializiranih zlitin, ki jih uporabljajo v sodobnih podmornicah ameriške mornarice, je formula ostala večinoma enaka. Uporabljajte materiale, ki prenesejo večkratne potope in hkrati jasno pokažejo opozorilne znake, ko gre kaj narobe. Rush si je želel nekaj drugačnega. Titan ni videl le kot raziskovalno plovilo, ampak kot priložnost za zaslužek. To naj bi bil luksuzni izlet za premožne. Stranke bi plačale več $100,000 za vožnjo na dno oceana. Če bi preizkusna potovanja uspela, je Rush želel pospešiti proizvodnjo in povečati ponudbo teh plovil. Zato je bilo treba zmanjšati stroške. Pena, ki jo je uporabljal Deep Sea Challenger, je bila izjemno draga in zahtevna za izdelavo. Sestavljena je bila iz neštetega števila drobnih steklenih kroglic, vpetih v peno, kar je zahtevalo izjemno natančnost, ki bi terjala veliko časa in denarja za načrtovanje. Rush je želel pospešiti zadeve, zato se je odločil za načrtovanje nove pene iz polimera, ojačanega z ogljikovimi vlakni kot osnova za podmornico. Ta material je bil cenejši, vendar je bil znan po tem, da ga je izjemno težko testirati glede odpornosti na stiskanje v globokem morju. In to je bilo ogromno tveganje, ki se ni izplačalo. S tem bi iz procesa odstranili dva najdražja gradbena elementa. Za zunanjo plovnostno lupino bi uporabil sintaktično peno, za končne kupole pa titan, ki je običajen pri podmornicah. Poleg tega je bil na voljo enostaven vir ogljikovih vlaken, saj so podjetja iz letalske in vesoljske industrije z njimi redno delala. To je pomenilo, da jih je Rush lahko kupil za delček cene in takoj začel eksperimentirati s polimeri. Če bi uspelo, bi Rush ustvaril sistem, ki bi ga bilo enostavno podvojiti, in model, ki bi ga druga podjetja kmalu posnemala. Podmornica bi bila tudi ena najlažjih globokomorskih podmornic, kar so jih kdaj zgradili, za 5-člansko posadko. To je omogočilo veliko lažji prevoz na dolge razdalje brez posebne opreme. Vse to je bilo del edinstvenega svetovnega nazora Stocktona Rusha, ki so ga pogosto povzemali kot "deluj hitro in razbijaj stvari". On je, tako kot mnogi novinci v tehnološki industriji, sebe videl kot rušitelja ustaljenih pravil, ki lahko najde način, da stvari izvede bolje, hitreje in ceneje. Rush je ljudem govoril, da lahko ustvari podmornico iz ogljikovih vlaken, ki bo odpravila vse dvome, da bo zdržala pritiske oceana in omogočila Rushu, da približa svet raziskovanja globokega morja množicam. A že od začetka so ljudje opozarjali, da se moti. Usodno se je motil. Zakaj se ogljikova vlakna prej niso uporabljala za gradnjo podmornic? Ker preprosto niso zelo primeren material za to. Zelo je močan, ko gre za notranji pritisk, toploto in sile neba ter vesolja. Toda ko gre za izjemen pritisk globokega morja, je zgodba povsem drugačna. Od blizu je morda videti močan, vendar lahko skriva tihega ubijalca. Delaminacija. Ta sila počasi odstranjuje zaščitne plasti ogljikovih vlaken, zaradi česar postajajo vse bolj ranljiva. Tudi v najboljših okoliščinah bi bila to tvegana izbira za oblikovanje podmornice, a to niso bile najboljše okoliščine. Ko so razbitino titana končno dvignili iz oceana, so jo znanstveniki lahko pregledali, da bi odkrili njene usodne napake. Ugotovili so dolgo sled malomarnosti strani Rusha. V trupu so bile nepravilnosti, ki so segale že v proizvodni proces in ponavljajoče se potope. Titan je dolga obdobja preživel shranjen na Novi Fundlandiji med ostrimi zimami v atlantski Kanadi. Kritiki so kasneje izpostavili pomanjkanje posebne zaščite za trup kot še en primer Rushovega varčevalskega pristopa. Bili so tudi drugi opozorili znaki. Med testnim potopom, približno leto dni pred nesrečo, so potniki poročali, da so slišali glasen pok, ki je prihajal iz plovila. Zvok, ki so ga nekateri strokovnjaki kasneje interpretirali kot znak poškodbe v notranji strukturi trupa. Ko se je Titan odpravil na svoj zadnji potop, so bile vse večje skrbi, da je podmornica že prestala obremenitve, ki jih nikoli ni bila zasnovana prenesti. Material je bil napačen že od začetka. Rush pa ga je obravnaval kot smeti. Težko je verjeti, da nihče ni videl, kaj prihaja, le da so nekateri to videli in zato plačali ceno. Stockton Rush se je pogosto predstavljal kot človek za vse pri OceanGate, vendar ne moreš sam zgraditi boljše podmornice, očitno pa tudi slabše ne. Večina ljudi, ki so začeli v podjetju, je odpadla in jih je Rush prisilil, da so odšli. Eden najbolj izstopajočih je bil David Lockridge, neposreden Glasgowčan z bogatimi izkušnjami v globokomorskem raziskovanju in oblikovanju podmornic. Podjetju se je pridružil leta 2015 in so ga povabili zaradi njegovega strokovnega znanja za Titan. Že od samega začetka je opazil, da stvari niso v redu. Lockridge je imel izkušnje z bolj praktične strani raziskovanja oceanov, saj je sodeloval s kraljevo mornarico pri pilotiranju podmornic, organiziranju reševalnih misij in načrtovanju potopov. Zaradi svojega strokovnega znanja je bil sprva prav on človek, ki ga je Rush želel na čelu projekta. Lockridge je bil sprva imenovan za direktorja pomorskih operacij in svoje delo je jemal resno.
On bi pilotiral plovilo, kar ga je naredilo odgovornega za vse ljudi na krovu. Če bi opazil kaj narobe, bi to povedal na glas. A to še ni pomenilo, da ga bo Rush poslušal. Skozi leta je Lockridge začel dvomiti o projektu in je zahteval zunanji nadzor strani neodvisne pomorske organizacije. No, zadnje je bila celotna gradnja eksperimentalna. Sčasoma je OceanGate prenehal sodelovati z laboratorijem za uporabno fiziko Univerze v Washingtonu, še preden je bila zasnova dokončana. Vso gradnjo so preselili znotraj podjetja. Lockridge ni vedel, ali so ti znanstveniki kos nalogi, zato je začel postavljati več vprašanj in izražati več dvomov. To je bil začetek konca. Opazil je vidne vrzeli v trupu iz ogljikovih vlaken, jasen dokaz delaminacije, ki jo povzročajo napake pri izdelavi. Lockridge je celo opazil, da titanove kupole na koncu trupa niso bile pravilno izdelane. Zadnja kaplja je bila, ko je Rush prekinil neodvisno varnostno analizo, ki jo je Lockridge zahteval kot pogoj za svojo udeležbo. Razlog za to je bil poenostavitev postopka in prihranek denarja. Lockridge je poskušal izpostaviti svoje pomisleke, vendar je naletel na odpor na vsakem koraku. Zato je ukrepal na lastno pest. Lockridge je vedel, da bo ladja, če bo šla naprej v takšnem stanju, obsojena na popoln neuspeh. Namesto da bi poskušal razkriti zadevo javnosti, je vse skupaj obdržal znotraj podjetja in pripravil poročilo, ki ga je poslal vsem direktorjem podjetja, vključno z Rushom. Vsebuje podroben pregled varnostnih težav podmornice, s poudarkom na eni od njenih ključnih prodajnih točk – sistemu za akustično spremljanje v realnem času, ki naj bi zaznal strukturne napake ali poškodbe, ko se zgodijo. Na papirju je zvenelo pomirjujoče. V resnici bi dal opozorilo le za delček sekunde. V najboljšem primeru za nekaj milisekund. Na globini takšno opozorilo sploh ni opozorilo. Lockridge je pritegnil pozornost nadrejenih, vendar ne na način, kot si je želel. Naslednji dan so ga poklicali na sestanek z besnim Stocktonom Rushom in več drugimi direktorji. Rush je začel besneti, kako ne namerava umreti, in vztrajal, da je podmornica ena najvarnejših stvari, ki jih bo kdaj počel. Kmalu po sestanku je bil Lockridge nenadoma odpuščen. Bil je tako zaskrbljen zaradi tega, kar je videl med delom v OceanGate, da je stopil v stik z OSHA in izrazil svoje skrbi, v upanju, da bo sprožil vladni inšpekcijski nadzor, ki bi upočasnil postopek lansiranja. Dobil je več, kot je pričakoval. Lockridgeu je uspelo prepričati OSHA, da začne preiskavo. OceanGate pa je silovito vrnil udarec. Potem, ko so zahtevali, da se pritožba umakne in da se pokrijejo pravni stroški podjetja, so vložili tožbe proti Lockridgeu in njegovi ženi zaradi kršitve pogodbe, neopravičene uporabe poslovnih skrivnosti, kraje in goljufije. Lockridge je vložil zahtevo za zavrnitev tožbe, vendar je imel OceanGate veliko denarja ter čas in sredstva, da bi Lockridgea potisnil v stečaj. Po mesecih pravnih zapletov je Lockridge umaknil svojo pritožbo pri OSHA, s čimer je Rush dobil točno to, kar je želel. Tožba je bila končana. Lockridge je prav tako podpisal novo pogodbo o nerazkrivanju informacij, s katero je zagotovil, da ne bo nikomur povedal, kaj je videl pri OceanGate. Rush je uspešno izkoristil pravni sistem v svojo korist, pri tem pa si je podpisal lastno smrtno obsodbo. Posadka Titana, ki jo je sestavljalo 5 potapljačev, je bila nenavadna skupina. Stockton Rush je resnično verjel v svoj koncept in bil pripravljen tvegati svoje življenje, da bi to dokazal. Pridružila sta se mu Hamish Harding, britanski poslovnež z obsežnimi finančnimi povezavami z Združenimi arabskimi emirati, in Paul-Henri Nargeolet, francoski strokovnjak za Titanic ter edini izkušen globokomorski potapljač v skupini. Zadnji par sta bila pakistansko-britanski poslovnež Shahzada Dawood in njegov 19-letni sin Suleman. Po manifestu misije je bilo teh 5 misijskih strokovnjakov, vsakemu je bila dodeljena vloga v posadki ladje. To je veljalo kljub temu, da nekateri, še posebej družina Dawood, niso imeli nobenih izkušenj z raziskovanjem globokega morja. Vendar razlog za to niso bile kvalifikacije, temveč finančna sredstva. Stockton Rush si je v svojem prizadevanju, da pride do Titanika, nakopal veliko sovražnikov. A če bi vprašali njega, bi bil njegov največji sovražnik verjetno birokracija. V preteklosti so različne pomorske nesreče pripeljale do tega, da je vlada sprejela zakon o varnosti potniških plovil iz leta 1993, ki je vsako ladjo, namenjeno prevozu potnikov, zavezoval k strožjim standardom. In Rush tega ni mogel sprejeti. Potreboval je pravno vrzel. OceanGate je bil tehnično gledano storitev, kjer si plačal za posamezno vožnjo, vendar je bila cena osupljivih $250,000. To je bilo namenjeno le premožnim in pri tej ceni si lahko postaviš svoja pravila. Rush je menil, da je zakon iz leta 1993 nepotrebna ovira za njegove načrte, zato ga je preprosto zaobšel tako, da je potnike dodal posadki in vsakemu dodelil pro forma nalogo, kar mu je omogočilo, da se izogne obsežnim inšpekcijam, ki bi jih sicer zahtevala vlada.
Rush je vedel, da OceanGate teh pregledov nikoli ne bi prestal, in to je bilo dejanje arogance, čisto in preprosto. Ironično ima Wendy Rush, direktorica za komuniciranje pri OceanGate in žena Stocktona Rusha, osebno povezavo z ravno tisto ladjo, ki jo je njen mož poskušal obiskati. Njeni prapradedek in praprababica sta bila Isidor in Ida Strauss, ki sta oba umrla na Titaniku. Juno bogastvo in status bi jima omogočila, da bi se vkrcala na rešilni čoln, vendar je Isidor to zavrnil, dokler niso bile vse ženske in otroci evakuirani. Ida se je odločila, da ostane ob njem. Postala sta dve izmed najbolj znanih žrtev ladje in zaradi iste vrste arogance je Titanik zavedno spremenil pomorstvo, vendar večjih naukov se niso naučili. Stockton Rush je menil, da so predpisi ovire, ne opozorila. Iskal je pravne luknje, da bi lahko pospešil postopek in zmanjšal stroške. Nihče mu ni mogel oporekati, še posebej potem, ko je odpustil Lockridgea in ga uspešno utišal. Ko se je potopno plovilo Titan implodiralo v globinah morja, je bila splošna reakcija, da gre za dogodek črnega laboda, nenavadno implozijo, ki je nihče ni mogel predvideti. Večina ljudi je žalovala za izgubo nedolžnih življenj, toda v ozadju se je oblikovala drugačna slika. To ni bila naključna nesreča, ki bi jo povzročila nenavadna mehanska okvara. Bila je popolnoma preprečljiva nesreča, opozorilni znaki pa so bili prisotni že leta. Stockton Rush jih preprosto ni poslušal. Preden je Titan odplul, je Rush povabil strokovnjaka za potopna plovila Carla Stanleya, da je s prototipom opravil testni potop. Dogodek je Stanleya tako prestrašil, da se je umaknil iz projekta, kar bi ga moralo dokončno ustaviti. Plovba leta 2019 je potekala na Bahamih, njen namen pa je bil simulirati globine misije Titanic, torej potopiti se globje od 12.300 čevljev. Toda, ko sta se spuščala globlje, so se na plovilu začeli pojavljati znaki težav. In skoraj je Stanleya doletela enaka usoda kot kasnejše potnike. Takoj, ko so dosegli območje z visokim pritiskom, je Stanley poročal, da je slišal pokanje in nenavadne zvoke iz trupa. Ti zvoki so postajali glasnejši, bolj kot so se spuščali. Rush ga je opozoril na te zvoke, vendar le v smislu, da jih je treba pričakovati. Po njegovem mnenju to ni bil znak težav. Toda Stanley, ki je zelo dobro poznal sestavo podmornic, je pravilno domneval, da bi to lahko bila razpoka v ogljikovih vlaknih. In na površini so bile razpoke zelo vidne, zato je Stanley poskušal opozoriti Rusha. Mesec dni kasneje so pri pregledu prototipa našli razpoke v trupu, zato so ta prototip razstavili in zasnovali nov trup. To bi bil prvi izmed mnogih potopov in niso imeli ravno dobrih rezultatov. Od 90 poskusov potopov pred usodno misijo jih je le 13 uspešno doseglo globino Titanika. A vendar so nadaljevali, pri tem pa uporabili nižji standard, kot bi ga pričakovali. Merilo varnostnega faktorja naj bi upoštevalo negotovost. Strukture so zgrajene tako, da prenesejo veliko večji pritisk, kot ga pričakujemo pri običajni uporabi. V številnih uveljavljenih sistemih je ta varnostna meja lahko okoli 2.0 ali več. V primeru Titana naj bi bila ta varnostna meja med testiranjem celo zmanjšana in ne povečana. V praksi je to tako, kot da bi zasnovali most za 10 avtomobilov, nato pa ga testirali le z 9. To sploh ni bil nenaden neuspeh. Stockton Rush je načrtoval neuspeh, tudi če tega ni hotel priznati. Neuspeh je bil neizogiben in 18. junija 2023 je ocean vzel svoj davek. Preiskava po nesreči Titana se je začela skoraj takoj po uničenju plovila. Novica se je predvajala ves čas več dni, dokler ni bila objavljena potrditev, da so našli razbitine. Več kot 2 leti kasneje, 5. avgusta 2025, so bili podatki o telemetriji objavljeni javnosti. Podal je mračen prikaz zadnjih minut Stocktona Rusha in njegovih 4 nesrečnih potnikov. Stockton Rush je verjel v to, da se gre hitro in da se pri tem razbija stvari, in mu je to tudi uspelo. Toda na tem področju ima rušenje stvari usodne posledice. Da bi potopno plovilo Titan spravil v vodo pravočasno in pod proračunom, je Rush varčeval na vsakem koraku. Obšel je varnostne ukrepe in ignoriral zakon. Našel je materiale, ki so obljubljali čarobno rešitev za težaven in počasen proces ustvarjanja zanesljivih potopnih plovil. Znebil se je vsakega, ki ga je skušal odvrniti od njegovega načrta za osvojitev morij. Uporabil je celo svoj lasten denar in moč zakona, da je utišal tiste, ki jih ni mogel zlahka podkupiti. A obstajal je en nasprotnik, ki ga ni mogel podkupiti. Fizika ne zanima, kdo si ali koliko denarja imaš. Tam spodaj, v temnih globinah oceana, je bila pokajoči trup edini sodnik Rushovih prizadevanj, ki je resnično štel. In tako kot Titanic pred več kot 100 leti, so ledene globine Atlantika terjale bogate in revne, ko se je podvodno plovilo Titan pridružila drugi, veliko večji ladji v globinah. Najbolj slavna potopljena ladja vseh časov je pomenila pogubo za Stocktona Rusha.
Zdaj pa preverite, zakaj se je iskanje MH370, vredno $100 milijonov, pravkar končalo. Za podrobnosti o šokantnih dogodkih pri iskanju najbolj slavnega izginulega letala v zgodovini si oglejte ta video namesto tega.